Neverjetna sezona se je končala na nesrečen način. Ekipa je naredila vse, kar je bilo v njeni moči in zanesljivo zmagala. Prvi gol po podaji Derviševića, gol številka 17 za kapetana. Drugi gol 2 minuti kasneje, po najlepši akciji na tekmi, delo Dareta Vršiča. Ljudski vrt se je veselil dvakrat, veselil se je tudi tretjič, ob vodilnem zadetku Domžal, na koncu pa vseeno razočaran. Enostavno sezona je bila dobra z vzponi in padci, enostavno je bil en padec mogoče premočan, pobrali smo vse, tako kot sem rekel, ampak enostavno nam je malo zmanjkalo. Mogoče tudi sreče, samo prej bi rekel, da je statistično je, da enostavno pride taka tekma, ko ti ne gre in žal je prišel na najbolj pomembne tekme. In prvič sploh se je zgodilo, da tudi 80 osvojenih točk ni bilo dovolj za naslov prvaka. Aplavz ljudstva po naših navijačev po koncu tekme pove veliko in njihovi obrazi, nekateri tudi objokani povejo tudi veliko. In meni osebno, pa kljub temu, da sem včasih nočem pokazati lih čustev, to pomeni izredno veliko in v novi sezoni je potrebno biti boljši. Če je potrebno za to eno točko oziroma korak naprej narediti in fante so pravi in držijo, vlečejo v isto smer in imamo občutek enostavno, da smo si skozi sezono zaslužili več. Pod črto je bila to res neverjetna sezona, izjemna sezona z igranjem v Ligi prvakov in številnimi vrhunci. Sezona, ki je za najboljšega strelca slovenskega prvenstva okronala Luko Zahovića z izjemnimi 18 goli v samo pol sezone. Ja, jasno sem vesel za to, ampak v trenutku nisem najboljše razpoložen, da bi to slavil. Rajši bi bil prvak pa prvi strelec. Čustvena sezona se je končala na čustven način in del tega je bil pred tekmo tudi Aleš Mertelj. Po 9 letih in preko 300 odigranih tekmah je napočil čas za slovo za občasnega kapetana, dolga leta nepogrešljivega člana vijolične družine. Prvo se niti nisem nekaj mislil preveč obremenjati pred tekmo s tem, ker sem pač želeli smo si, da osvojimo naslov. Nisem hotel toliko posvečati pozornosti temu, sem vse prelagal, ampak enostavno pridejo čustva na plano. Še posebej med takšnimi navijači, kot je pripravijo takšno in klub na koncu isto, kot je pripravijo takšno stvar in te počastijo, ti seveda pride marsikakšna misel na plano, marsikakšni spomini in sem izredno ponosen, da sem lahko bil sploh del tega kluba toliko dolgo in ni enostavno. Za reprezentante se sezona nadaljuje, preostali se bodo zbrali spet 7. junija na tradicionalni večeri. Priprave se začnejo dan kasneje.